Prav prisrčen dober večer, spoštovane gledalke in gledalci. En teden se nismo videli in slišali in meni se zdi, da že 14 dni ne, tako da bomo verjetno imeli oddajo še v ponedeljek, pa v sredo, pa potem četrtek, tako da se vsaj 3-krat vidimo. Saj ne. Veseli nas, da so dobri odzivi, da nas gledate, da nas imate radi, mi imamo radi vas in zato vam nocoj zopet pošiljamo en krasen večer, veselice na vasi. Malo bomo peli slovenske zabavne pesmi, nekaj folklorne glasbe in tudi plesa, pa zmagovalec, veteranov Zlate harmonike tudi z nami, pa mogoče vam pričaramo kakšen lep naspešek na vaša usta. Za začetek vam pa najprej zapoje Zoran Cilenšek skladbico Za vedno bom pravi Slovenec ostal. Jaz bi kar zaplesal, pa nimam plesalke, ker sin sem slovenske matere. Kako lepo besedilo. Zoran Cilenšek, dobrodošel med nami. Pozdravljeni. Sma ga užgala? Sma ga? Odlično. Seveda. Tako, da bo nas slišal. Ja, se pojemo s prižganima, ne? Tako, Zoran, najprej, od kje točno prihajaš?
Prvo se upravičujem, ker sem tudi malo zamujal, sem pa drugače iz Litije, ampak jaz mislim, da poslušalci in gledalci ne bodo nič prekrajšani. A je tako? Ne, mi smo začeli točno. Je pa res, da si me malo naredil nervoznega, ne? Ja, tudi jaz sem bil Stankov prosti, ampak jaz mislim, da bo tako boljš izpadal tudi, a ne? Tale pesem, krasno besedilo, pove vse. Hvala. Jaz bi to pesem dal tudi za himno. Moram povedati, da je bila tudi predlagana za himno, resnično ta pesem. Ta pesem je tudi delala to našo lepo Slovenijo. Če se spomnite, karkoli si odprl od časopisov, radija, mislim, da ta moja pesem je bila tudi kaseta med svetovnim nogometom takrat v Italiji, je bila tudi reklama za njo in jaz mislim, da smo dodajali kapljice na dušo takrat vsem Slovencem, da zdaj imamo svojo Slovenijo. Res je. In zato sem zbral to pesem tudi kot prvo, ker mi je ostala v spominu. Potem si ti prepoznan. Po tej pesmi si ti zelo prepoznan. Povej mi, sicer zadnje čase nastopaš precej tudi čez, ne smem reči čez lužo, ker ni luža, ampak čez mejo, malo nižje. Na Hrvaškem. Ampak jaz mislim, da Slovenci moramo to enkrat dojeti, da glasba ne pozna meja in da povsod smo dobri ljudje in da pesmi nas samo združujejo, tudi hrvaški pevci hodijo v Slovenijo in mislim, da smo tudi mi Slovenci dobri. Mi pa na sever. Da dosežemo kaj, ali pa na jug. Tako. Zoran, naslednja pesem. Spomini ne ugasnejo, no ta pesem pa je posvečena mojemu pokojnemu očetu, ki mi je umrl na 30. rojstni dan in jaz mislim, da poslušalci bojo vse videli v tej pesmi. Mislim, slišali. Tako je. Zoran Cilenšek. Mnogo je dneva v prečutih noči, ko jaz mislim na tele, ti našel sedaj svoj večni simir, a nam vsem hudo je še. V Gabrovki trta rodila je tvojega grozdja na pretek in krugu družine bomo popili to vino v spomina te. Oče moj, spomini ne ugasnejo, vidno so živi, v meni so naši družini, pomenijo vse, vseh nas naj bije tvoje srce. Spremenil sem se, veš, ata moj ti, drugačen sem jaz postal. Zdaj mami pomagam, da sama bo lažje preživela čas. Z bratom se Francitom in sestro Vlasto razumemo dobro vsi. Lahko svet je lepši, si enkrat mi rekel, če znaš ga uživati. Oče moj, spomini ne ugasnejo, vidno so živi, v meni so naši družini, pomenijo vse, vseh nas naj bije tvoje srce. Še vedno zaljubljen sem Barbaro mojo, tu novih ni novic. Povem ti iskreno in iz srca, še vedno jo ljubim za tri. Ko enkrat imela bova otroke, jaz tega se že veselim. Povem jim najboljši moj ati je Slavko in kakšen bi dedek on bil. Oče moj, spomini ne ugasnejo, vidno so živi, v meni so naši družini, pomenijo vse,
vseh nas naj bije tvoje srce. Oče moj, spomini ne ugasnejo, vedno so živi, v meni so naši družini, pomenijo vse. Vseh nas naj bije tvoje srce, vseh nas naj bije tvoje srce, vseh nas naj bije tvoje srce. Zoran Cilenšek, zelo lepo si to zapel za svojega očeta. Najlepša hvala, saj si je zaslužil to. Zoran, nikogar še nisem v tej oddaji vprašal, kako se mu pa zdi tale naša scena. Odkrito povej, to je narisal moj prijatelj, glasbeni Zvone Cirkulan, samouk lahko rečem. Čudovito. Čudovito. Rekli smo, ker je to veselica na vasi, naj bo nekaj tako, kot mora biti. Res je, naturne. izredno lepo in tudi voditelj je dober in jaz mislim, da... Še ne veš, še nismo pri koncu. Publika, jaz mislim, da... Zoran, ti si veliko nastopal po odrih, po televizijskih oddajah, na radijskih postajah. Povej, koliko se ti je tega nabralo v teh letih? Verjetno kar kaj seštevaš ali? Ne, kilometrine malo imam, no, ampak se ne bi hvalil z njim. Vedno imam tudi tremo. Ja, tako kot trema je dobra. Trema mora biti, to je spoštovanje do publike, gledalcev. Tako je rekel jaz mislim, če ne bi bilo treme, ne bi bili potem je to glasbeniki. Res je. Naslednja pesem pravi Draga mati. To je pa za mamo. Ja, ta pesemca je pa za mojo mamo. Bova pol tudi, ki je omenila, jaz sem živel 7 let v Torontu, v Kanadi. Ja, delal sem na slovenskem radiju, bil veliko med Slovenci gor, tudi nastopal. Poglej, kako zanimivi podatki. Mislim, to so javna skrivnože, ne? 7 let in tudi moje pesmice govorijo, 3 se mi zdi, da imam prav spominje na Kanado, nekaj mi je delal tudi Ivan Sivec in bomo danes tudi slišali to. Krasno. Predlagam, da zapoješ svoji mami. Hvala. Že misliš, vse znaš, svet te zamika in vano divjaš. Nič ti ni mar, bolečine srca, maminih solz, maminega gorja. Maminih solz, maminega gorja. Ljuba mati, draga mati, domov vračam se, da me zopet pritisneš na svoje srce. Ljuba mati, draga mati, obriši solzi, nikdar več ne odidem, oprosti za vse. Nazaj si želiš, v mamino krilo nazaj odhitiš. Ljuba mati, draga mati, domov vračam se, da me zopet pritisneš na svoje srce. Ljuba mati, draga mati, obriši solzi, nikdar več ne odidem, oprosti za vse.
se, da me zopet pritisneš na svoje srce. Ljuba mati, draga mati, obriši solze, nikdar več ne odidem, oprosti za vse. Katera mama ne bi bila vesela, da je sin takole zapoje? Jaz verjamem, da Zoranova mama je bila presrečna. Je tako, Zoran? Še vedno je, no. Sicer Še vedno. mlada gospa pri 88 O, čestitke. in naj jo zdajle gleda. A res? Mama živa, ta pesem ve, da je za njo in je vedno vesela. Saj veš. Najbolj pa, ko sem doma. Ja, verjamem. Mama le ena je, saj veš, ne. Vedno. Tudi če te reče, pojdi v kuhinjo in prinesi 2 pive, odpreš hladilnik in samo ena, rečeš, mama le In ena prinesem je. 3. Rečeš, mama le ena je, ne? In prinesem 3. Ja, res je, res je. Povej mi, ko si delal na radiju v Torontu, je že bila, to je ta slovenski radio, Ja. govorima, ne? Je že bila tam tudi naša... Marija Hadžič, Tako. seveda. A veš, kje je danes trenutno? To ne vem. Ne veš? Ne. Saj tudi jaz ne vem, ampak pustimo to. Danes so se zbrale dame slovenske glasbe, pa nisem prepričan, ali je prišla v Slovenijo ali ni, ampak vse ostale so pa sigurno skupaj tisti, ki živijo v Sloveniji. Ja, ona ima gor tudi zelo dobro pevsko skupino Plamen, ki tudi veliko nastopajo po Sloveniji. Naj pa povem, da z njo odlih v kontaktu nisem bil od leta 2012, ko sem se vrnil v Slovenijo. V Kanadi pa smo se srečevali. Ampak povej, življenje v Kanadi pa v Sloveniji je malenkost je podobno, ne, bi rekel, ne, ampak vseeno Slovenija je Slovenija, ne. Mislim, da je v Sloveniji Kanada, Amerika in vse. Samo zavedati se moramo tega. Točno tako, kot si rekel. In tudi tako, kot ti poješ. Danes bomo še slišali pesmi o Sloveniji, ki jih prepevaš. Povej, imaš pred kakšnim datumom si, kakšnega koncerta mogoče? Zdajle koncertov nimam, imam pa naslednji petek v Daruvarju festival na jugu dol, Tako. na Hrvaškem. Ja, krasno. Moramo še to povedati, da sicer te spremlja band, ne, torej... Ja, imam tudi glasbeno skupino, nekaj Slovencev, nekaj iz Hrvaške, imenuje se Tornado. Se opravičujem tudi tebi, danes bi mogli biti danes z mano tukaj, ampak žal zaradi višje sile sem komaj prišel sam. Odlično. Mi smo veseli, da si z nami in predlagam, da nam zapoješ naslednjo skladbico. Zoran Cinešek. Rada sva imela se nekoč, lepa je bila prav vsaka noč. Ko pa sem ti kupil prstan zlat, brez besed odšla si preko trat. Ko si srečal te čez mnogo let, lepša si bila kot rosni cvet. Kakor dim si ti prezrla me, jaz pa rad samo bi vprašal te. Kdaj nazadnje mož ti rekel je, da si mnogo lepša kot dekle. Res minilo je že mnogo let, ti pa si še vedno lepa kot samotni cvet. Kdaj nazadnje mož ti rekel je, da si mnogo lepša kot dekle. Res minilo je že mnogo let, ti pa si še vedno lepa kot samotni cvet. Mislil sem, da bova midva par, da odšla z menoj boš pred oltar. Drugemu ljubezen dala si, a gotovo duša ti trpi.
Marsikaj je res spremenil čas, tvoje so besede moj ukaz. Vem, da več ljubiti te ne smem, jaz pa rad samo bi vprašal te, kdaj nazadnje mož ti rekel je, da si mnogo lepša kot dekle. Res minilo je že mnogo let, ti pa si še vedno lepa kot samotni cvet. Kdaj nazadnje mož ti rekel je, da si mnogo lepša kot dekle. Res minilo je že mnogo let, ti pa si še vedno lepa kot samotni cvet. Ja, jaz upam, da tale samotni cvet ni čakal 7 let, kot pravi naslednja pesem. Nocoj bomo zelo pohiteli, ne preveč govorili, kajti imamo veliko glasbe za vas, plesa, seveda nekaj pogovora mora biti. Zato že napovedujem naslednjo pesmico. 7 let in Zoran Cilenšek. Po svetu sam sem vandral, pravo srečo med ljudmi iskal. 7 let v dvomu sem ostajal, vsak dan upal, vsak dan trepetal. 7 let sem taval po tujini, tujih krajev in ljudi se bal. 7 let sem sanjal o družini, a nazadnje tole sem spoznal. Najlepše je doma med mojimi ljudmi, vse drugo sanje so nastale sred noči. Najlepše je doma, tam, kjer sem se užival bi do konca dni. Sedem let je malo v življenju, a veliko, če dom zapustiš. 7 let dal sem hrepenenju, da ubil spet svoje bi ljudi. 7 let sem pred resnico bežal, upal, da drugod mi lepše bo. 7 let bila je dolga cesta, ki vodila me je spet domov. Najlepše je doma med mojimi ljudmi, vse drugo sanje so nastale sred noči. Najlepše je doma, tam, kjer sem se rodil, tu rad užival bi do konca.
Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo Pekarno Geršak. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Domače. Izletniška kmetija Mirnik.
Ja, takole, drage gledalke in gledalci, kot ste videli, tale ples ni bil kar od muh, ne. Še krila so se dvigovala, ne, kikle po domače in to brez vetra. Jaz pa sem pripeljal na naš oder Veselica na vasi njihovo umetniško vodjo Milanko Kralj. Prosim še predsednika kulturnega društva iz Šmartnega, da se nam pridruži. En lep dober večer, najprej bomo dali dami prednost, da pozdravi, potem pa predsedniku. Dober večer, en lep dober večer strani folklorne skupine. Tako, dali smo ti prednost, ampak najprej bo gospod predstavil kulturno-umetniško društvo iz Šmartnega. Tako je, prihajamo iz Šmartnega v Rožni dolini. Smo kulturno-umetniško društvo, sestavljeno je iz več sekcij. Ena od njih je folklorna skupina, imamo gledališko skupino, imamo mlado vokalno skupino Arioso, potem je še moški pevski zbor, pa ljudske pevke iz Jezerc in če je treba tudi še šrangari naredijo kakšno šrango. Sam zadnje čase tega čedalje manj, jaz ne vem, kaj je to. Ja, morali bi mogoče, zdaj pravijo, da je celo več ločitev kot pa porok, ne, bi morali narediti kakšno šrango ob ločitvi, ne. No, na to pa še nismo pomislili, ja. Na to bi bila ideja, ne, ampak je pa, potem bi se pa spet kregali, kaj bo kjer vzel, ben nič nima, pa je brez veze, ne. Naj tako ostane. Tako, naj tako ostane. Koliko let obstaja kulturno društvo v Šmartnem? Ja, društvo že ima prvi zapisi v društvu so že v začetku prejšnjega stoletja se ostali, ne, se pravi, smo že, društvo kot tako je že več kot 100 let obstaja. A že več kot 100 let? Samo da so bile včasih bolj gledališč, mislim, igre so bile bolj popularne, petje absolutno, no, mi smo v folkloru začeli nekje tam 78. leta in smo dobrih 10-12 let, bili smo še najstniki. Nekateri od teh so tudi tule zraven. Ja, pomahajte malo, najstniki pomahajte. Ja, zdaj niso več najstniki. Niso več, ne. Zdaj, no, ko so pa, kako se reče, otroci šli po svoje že, vsak na svoje, smo se pa spet pred 10 leti. 2013, na željo Zinke. Aha, točno, na željo tule naše Zinke. Kjer je to Zinka? Pozdravljena, ja, lepo, da ste dali to lepo pobudo. In na predlog Želja in res pred 10 leti smo se zbrali in začeli z delom. Takrat je bil Jože in Gelca Grmek, sta bila takrat prva naša strokovna učitelja. In po 2 letih ste že imeli prvi samostojni nastop? Točno, potem je bil že prvi koncert v njuni režiji, pod njunim vodstvom, no potem smo pa k sreči dobili odlično mentorico Milanko in res zdaj z njo delamo z velikim veseljem in jaz tudi si upam reči, da res uživamo, ko delamo kakšne nove splete, pa nastope seveda. Seveda bomo takoj dali tudi besedo, včasih bi rekli gospe Vršici, ampak danes Vršic ni več, so učitelji. Milanka, jaz vem, da ti si že plesala prej v različnih skupinah, med drugim tudi pri Galjardi dolga leta. Ja, Galjarda je pa skupina za bujanje starinskih plesov in glasbe, srednjeveških, ki sem jih takrat leta 2001 ustanovila s pokojnim možem. Zelo lepo, tudi sam sem večkrat to videl in mi je bilo všeč. Celo na Lubečni ste imeli vaje, ne, v dvorani naši lepi. Mislim, da imajo še zdaj tam vaje. Še imajo, ne. Ampak, če se vrnemo zdaj na tole vašo folkloro, tale splet plesa se imenuje kako točno? To je štajerski ples, štajerski splet, Ravne pri Šoštanju. In to je tudi prvi splet, ki sem jo s to folklorno skupino tudi pripravila. Kje dobivaš ideje, to imaš kakšne zapiske? Recimo glasbeniki imamo note? Ja, seveda, vse po zapiskih, vsekakor, to je vse po zapiskih. Medtem ko formacije, koreografije, to so pa moje, to pa tu nekje nastane. Ja, če si odlična plesalka, seveda daš nekaj svojega noter, ne? Ja, moram reči, da v začetku, ko smo začeli delati, pa ko sem jim malo povedala, kaj jih čaka, so me vsi pisan gledali. Na koncu so ugotovili, da zmorejo mnogo več, kot so vedeli, da zmorejo. Sigurno, če imaš take pionirčke, bi rekel, ne? Ja, pionirčke, dobre glasbenike, celo violina, ki je bila, ja, to je pa naša nova pridobitev in smo zelo veseli, da jo imamo. Kajti folklora je
če se spomnimo tiste stare fotografije, ne, dveh plesnih parov in muzikantov. Diatonična harmonika, violina. Pa klarinet. Tako je. In to so ti ljudski... Klarinet si tudi sposodimo. Si? Ja, če je le mogoče, letošnje leto, ob 10. obletnici smo imeli tudi pomoč klarinetista, tudi ravno zdaj, ko smo prišli iz Prage, ker smo bili gostje festivala, smo tudi imeli klarinetista zraven. V Pragi ste bili? Smo se malo potepali. Potem pa bi vas vprašal, če ste šli slučajno čez Karlov most. Seveda, da smo šli. Ste srečali kakšne glasbenike na tem mostu? Tudi to smo srečali, sam tebe nismo tam srečali. Pa zakaj se mi nismo srečali, če sem jaz bil letos na Karlovem mostu? Ravno govorim, da tebe nismo videli tam. Sem imel očala, pa klobuk, verjetno, da me ne bi prepoznali. Odlično, torej se udeležujete tudi teh mednarodnih stvari, ne? Ja, zelo radi. Prvič smo bili na Ohridu, letos pa v Pragi. Kam nas pa drugo leto ali pa čez 2 leta pot ponese, pa povemo, ko bomo naslednjič tvoji gosti. Z veseljem. Povejma še naslednji splet, kako se imenuje, da ne bom jaz kaj narobe povedal. Ja, ne boš nič narobe povedal. Tudi tokrat bo štajerski splet, ker smo v štajerskih nošah. A lahko še nekaj povem, ko se malo pobaham, ker smo veseli, da smo v fazi priprave nove noše. In sicer prekmurske noše, seveda potem tudi sledi nov prekmurski splet. Zdaj se bodo še pa pokazali z drugim štajerskim spletom, vzhodnim štajerskim spletom, Vučja vas. Kje pa kje točno? Vučja vas? Vučja vas, vzhodna Štajerska. Vzhodna Štajerska. Tako. Odlično, jaz se vama zahvaljujem za tole izčrpno vajno, kako bi rekel, pravilno ti si... Ja, poročilo o delu našem. Tako, poročilo o delu. Jaz vam želim, da uspešno nadaljujete in da še tudi pridejo vaši ostale sekcije v našo oddajo, ker kontaktirate me, da se predstavijo ljudski pevci, pa ona skupina glasbena, tako da predstavimo vse te, ki pridno delajo. Sedaj pa folklorna skupina iz Šmartnega v Rožni dolini.
vleče me, tam, kjer rododendron raste, naj bi pokopali me. Križ v steno uklesali, meni naj bi v spomin, na grob pa cvetja posejali, in cijan in rdeč oljčin. Hladni zemlji bom počival, mah prerastel bo moj grob, al prijatelj ti požival, karmil so eno ni bilo. Utrgaj bilo si planiko, z naše zemlje zrastla je, v njej je vsa ljubezen moja, ki me vlekla je v gori, v njej je vsa ljubezen moja, ki me vlekla je v gori.
Tako je zaigral Peter Postrožin, ki je letošnji zmagovalec Zlate harmonike veteranov in tukaj v roki že držim tole plaketo. Gospodič mladi, lep pozdrav. Pozdravljeni tudi gledalke in gledalci, sodelavci, prijatelji, harmonikarji, premogovnika Velenje, Barbara, pa še, kjer me poznano. Tako, vi ste že bili v naši oddaji za vašim orkestrom, je tako, kjer si tudi ti vodja. Ja, jaz sem vodja. Bili smo pa 22. decembra lansko leto z legendarnimi ansamblom Štirje kovači. In bilo je res prekrasno, še nedolgo nazaj sem gledal te posnetke. Na hitro še povema, tale plaketa ti verjetno pomeni veliko, ampak tukaj zraven imamo še pa tole majoliko, naj Goca, če mogoče kamera pokaže na tem lepem našem seniku. Kaj pa ta majolka pomeni? To pa pomeni, tisti, ko v skupini zbere največ točk, dobi potem nagrado Najgoca. Najgoca. Ja. In to si bil letos ti? Ja. Čestitke in kaj naj rečem, še naprej uspešno igranje, tudi orkestru lep pozdrav. Upam, da se v tej naši sezoni Veselice na vasi tudi zopet vidimo in nam kakšno lepo zaigrate. Prosim, ja. Za kako povabilo, pa bomo prišli z veseljem. Sedaj še pa ena pesmica od Modrijano, kako je naslov? S teboj. Pa naj bo z menoj. Srečno. Kaj ne rečemo, odlično je tole bilo zaigrano in zasluženo tudi gospod Postrožin zmagal kot veteran. Nocoj za vas eno majhno presenečenje z mano tukaj en mladenič, Celjan, strašen čarovnik. Prosim, če kar poveš malo par besed o sebi. Moje ime je Magic Alexander, v bistvu rekel sem si Magic Alexander zaradi tega, ker si pišem Štucl, pa potem ljudje težko izgovarjajo moj primek, zato sem moral reči, da v Magic. In ja, v bistvu 18 let se že ukvarjam s triki in zelo sem vesel, da sem lahko danes v vaši oddaji. Miše Bolk, in hvala, da si prišel in nam boš seveda pričaral nekaj takšnega, kar še verjetno nismo videli. Moramo povedati, da si bil tudi na talentih slovenskih. Ja, ne samo slovenskih.
Vem, bil si tudi v Angliji, na tem Magic angliško in potem tudi v Las Vegasu, kjer si verjetno bil uspešen in so ti ploskali po ameriško. Ja, tako je. Tam je bolj odlično. Kaj si nam pripravil za nocojšnjo? V bistvu danes sem pripravil ena taka zelo preprosta trika, oziroma zgledata boste preprosto, ampak rabita ogromna ene vaje, ker sem rekel, da bi rad naredil res nekaj posebnega. In v bistvu danes zraven sem še povabil eno našo, kaj pridite malo bliže, zaradi tega, da bo bolj pristno, bi jaz temu rekel. Verjetno Rubikove kocke poznate? Približno, ja. Imam par vprašanj za vas in sicer moje prvo vprašanje je, a veste mogoče, koliko je možnih konfiguracij z Rubikovo kocko? Kaj bi rekli? Težko vprašanje, ne? Imam prav, ja. Vam bom jaz pomagal. 47 kvintiljonov možnih konfiguracij z Rubikovo kocko. To pomeni, da vam malo razložim, da če jaz obrnem kocko v eno smer, je možno, da sem prišel v eno zaporedje, ki ga človek še nikoli ni videl. Tako fascinantno je to, ne? Imam pa še eno vprašanje za vas. A veste mogoče, koliko je bil svetovni rekord, ko je nekdo sestavil Rubikovo kocko, v kolikem času? Da ste mogoče kdaj zasledili? Zelo hiter, ja, sem, ampak ne vem, 2 minuti. Ne, v bistvu je bilo 3 sekunde. No, vse zato sem rekel, da vas malo naučim danes. V bistvu en fat je v bistvu v 3 sekundah sestavil kocko. Jaz seveda tega ne znam, tako da ne biti preveč navdušeni, ampak mene bolj zanima danes te zaporedja, te konfiguracije, ok? Prosim, če vzamete kocko in jo začnite malo mešati, se pravi, obračajte kocko levo, desno, gor, dol in vsakeč, ko vi obrnete kocko, pridemo v eno drugo zaporedje. To je v bistvu cel ta sistem trika, ne? In ko ste pripravljeni, dajte eno roko takole naprej, pa eno roko gor na kocko. Eno roko naprej? Tako, pa eno roko gor na kocko. Odlično, super vam gre. Zdaj pa, da bo ta trik še malo bolj zanimiv, oziroma še malo težji za mene, bi jaz temu rekel, boste zdaj vzeli kocko, boste šli v zadnji za svoj hrbet in boste še malo bolj zmešali. Zdaj boste pa na pamet mešali. Ker vzamete kocko in greste malo spet obračate levo, desno, gor, dol in vsakeč, ko vi obrnete, pridemo v eno drugo zaporedje. In ko ste pripravljeni, date kocko naprej, pa eno roko gor. To je to. Dobro, boste bezmešali, ne? Ste rekli, danes ga podobla. Odlično, super. Ste zadovoljni s tem? Ja. Ste, fantastično. To je zdaj vaša kocka, vi ste zdaj poljubno odmešali kocke, imam prav, ne? Vsaka kocka ima 6 ploskev, ne? In vsakeč, ko vi obrnete eno stranico, se v bistvu spremenijo vse ploskve dejansko, ne? Zdaj imam pa eno pomembno vprašanje za vas. Bi radi še zmešali kocko, ali ste zadovoljni s tem? Zadovoljni. Ste zadovoljni? Resno? Zaradi tega, ker če še enkrat obrnete, pridemo v eno drugo zaporedje. Ampak če ste zadovoljni, lahko ste zadovoljni. Fantastično. Lahko mi date kocko nazaj? Super ste bili. Zdaj pa imam eno vprašanje za vas. A veste, kaj je prava čarovnija? To je taka... Težko vprašanje. Težko vprašanje, ja. Da ljudi navdušiš. Res je, točno to, se strinjam. No, in jaz v bistvu že 18 let probam navdušiti svojo publiko in predno smo mi začeli tale trik, sem jaz imel 2 kocki, ne? Eno kocko ste vi mešali, druga kocka je bila pa ves čas dol na tejle moje mizici, ne? Veste, kaj vam moram povedati eno stvar? In sicer, če vam pokažem eno ploskev moje kocke in eno ploskev vaše kocka, vidite, da se ena ploskev ujema z mojo kocko. Ja. Ne samo ena ploskev, ampak tudi druga ploskev se ujema z mojo kocko, tako ste vi zmešali. Tretja ploskev se ujema z mojo kocko, četrta ploskev se ujema z mojo kocko, peta in šesta ploskev se ujema z mojo kocko. Navdušena. Ni to zanimivo, ne je to fascinantno. Vsakeč, ko ste obrnili, ampak jaz sem nekako vedel, kakšno bo zaporedje. Zdaj pa seveda imam še eno vprašanje, preden nadaljujemo trik. Koliko sekund mi daste, da probam sestaviti vašo kocko? Kaj bi rekli? Sekund, ja. 30, super ste. Zadnje, če en rekel 2, pa si rekel, ok, da to pa ne bo šlo. Ok, bom v 30 sekundah probal sestaviti vašo kocko, prav? Ne pomežiknati, boste samo fokusirani to kocko, prav? Ko bom rekel 3-4 zdaj, boste začeli šteti od 1 do 30. Ok, ste pripravljeni? Na glasno. Da bomo povaditi, se pravi? 1. Super, to je to, ok. Se pravi, ste pripravljeni? Ok, jaz upam, da sem, ok. Bom probal sestaviti vašo kocko v 30 sekundah. Začnite šteti. 1, sestavljeno. Vseh 6 ploskev v manj kot sekundi. Navdušena. Ste? Ja. No, odlično. Še enkrat bi ponovila. Še enkrat bi ponovila, isto, ja. Ok, mogoče malo kasneje še za kocke, ne? Ampak zraven sem tudi prinesel en tak lonček, ne? Jaz v bistvu zelo rad čaram na nek staromoden način, pa ne zaradi tega, da se jaz oblačim staromodno, seveda da ne, ampak jaz bi rad bi vam pokazal v bistvu najstarejši trik na tem svetu.
Ne samo to, ta trik so ukazali tudi čarodeji, v bistvu ta trik je dejansko narisan noter v piramidah, tukaj star je ta trik. Ne? In tukaj imam v bistvu en lonček pa eno belo žogico, to je to. Temu triku se reče lonček in žogca, čisto preprosto. Okay? Zdaj pa, da bom malo razložil, kaj bomo danes počeli. Vaša naloga je, da spremljate to belo žogico. To je to. Pošlo? Pošlo, ok. Zdaj pa vam moram povedati eno stvar, da kdaj bom vzel belo žogico in jo bom skril noter v svojo roko, kdaj bom vzel belo žogico in jo bom skril noter v svoj žep. Vaša naloga je samo, da sledite, kaj bom počel. Prav? Ok, odlično. Bom šel zelo počasi, s tem upravim neke vrste moja hitrost. Pazite zdaj to. Če recimo vzamem belo žogico, pa si nekako podam v roko, lahko naredim, da izgine in se lahko žogica pojavi nazaj noter pod lončkom. Bom še enkrat vzel to žogico, jo dam noter v roko, lahko naredim, da izgine in se lahko žogica zopet pojavi noter pod lončkom. Bom zdaj naredil eno izjemo, bom vzel to žogico, jo dam noter v žep, če tlesem s prsti, žogica nazaj. Bom še enkrat vzel to žogico, jo dam noter v žep, če tlesem s prsti, zopet prije nazaj. Bom še enkrat vzel to žogico, žogico dam noter v lonček, iz lončka ven, nazaj noter v žep, če tlesem s prsti, lahko žogca zopet prije nazaj. Super. Si bil malo prehiter, ne? Ja, se vem, ja. Bom šel bolj počasi, prav? Vam bom pokazal v televizijskem počasnem posnetku ta trik, prav? Kje je zdaj žogca, kaj bi rekli? V lončku, super. Jo vzamem ven, jo dam notri v žep, takole, ok? Bi bili zdaj presenečeni, da bi se žogca nazaj notri pojavila. Oziroma, imamo eno vprašanje, kje mislite, da je žogca, v lončku ali v mojem žepu? V lončku. V lončku, glede na, ok. Se strinjam. Bi radi spremenili svoje mnenje? Ali bi res v lončku? Zadnji odgovor, to je to, tako pri milijonarju bi rekli. Žal mi je, ampak žogca je noter v mojem žepu. Škoda. Sem res hotel, da res zadanete danes. Škoda. Ker če bi pa rekli, da je v mojem žepu, ja, bi bil pa pod lončkom. Ok, vam bom razložil ta trik. Vam razložim ta trik. Ponovadi čarodeji ne smemo izdajati skrivnosti, ampak jaz vam danes izdal skrivnost. Vi rabite en lonček, pa rabite eno žogico, pa date žogico noter v lonček, takole. Zdaj pa z desno roko ali pa levo vzamete to žogico in jo date noter v žep. Prav? Zdaj pa, to vam seveda čarodeji ne posmejo povedati, jaz to žogico močno stisnem in si jo podam, da gre skozi moj rokav, skozi moja ramena, nazaj dol po drugo rokavo in jo ujamem nad lončkom. Vidim, da mi ne verjamete, ne? Se vem, ja, se mi izdelo, ampak dejansko vam bom to demonstriral, kako to delim. Se pravi, pazite zdaj. Zdaj sem si podal, žogca gre skozi moj rokav, skozi moja ramena, nazaj dol po drugo rokavo in ujame not pod lončkom. To je to. Pošlo? Simple, ne? Zelo preprosto. Ja, zelo preprosto. Ampak morate paziti eno stvar. Nikoli ne smete dati žogca v napačen žep, v lev žep. Veste zakaj ne? Ker po dobite zbedeno žogco, ker po žogca ne ve, kam gre. Ker če zdaj naredite to, se pravi, če si zdaj podate, žogca gre skozi moj rokav, skozi moja ramena, nazaj dol po drugo rokavo in kdaj pa daj tako se rekel, da je žogca zbedena, lahko v bistvu noter pod lončko dobim en kivi. Super ste. Vam je všeč kivi? Ja. Res? Ja. Vi niste navdušeni. Mene najbolj zanima, da je prišel krompir od spodaj. To me najbolj zanima. Ta del me najbolj zanima. Ja. To je to. Najlepša hvala. Bili ste fantastični. Dobite krompir za darilo. Izvolite. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje za več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak.
Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Sem sanjal tujino, denar tam na cesti leži. Pozabil sem dom, domovino, vse tisto, kar res bogati. V denarju in lepih dekletih užival sem dneve noči, a v srcu sem čutil praznino. Spoznal
sem, kaj res manjka mi. Srebrna me ptica peljala, čez lužo domači je kraj. Tu našel sem srečo življenja, prijatelji spet sem nazaj. Slovenijo nosim v srcu, na zemlji edini je raj. Kjerkoli po svetu sem hodil, si srčno želel sem nazaj. Slovenijo nosim v srcu, na zemlji edini je raj. Kjerkoli po svetu sem hodil, si srčno želel sem nazaj. Zdaj vem, da je le domovina vse, kar potrebuje srce. Na zdravje nalijmo si vina, Slovenija, ljubimo te. Srebrna me ptica peljala, čez lužo domači je kraj. Tu našel sem srečo življenja, prijatelji spet sem nazaj. Slovenijo nosim v srcu, na zemlji edini je raj. Kjerkoli po svetu sem hodil, si srčno želel sem nazaj. Slovenijo nosim v srcu, na zemlji edini je raj. Kjerkoli po svetu sem hodil, si srčno želel sem nazaj. Kjerkoli po svetu sem hodil, si srčno želel sem nazaj. Zoran Cilenšek, kako lepo peva v naši lepi Sloveniji, naši lepi deželi. Tukaj imam en njegov CD in pa seveda v tele škatlici, jaz upam, da me ne boš zasnubil, da ni kakšen poročen prsten. Ja, ne vem, danes smo imeli čarovnika tle, pa ne vem, če jih je začaral slučajno, ampak to so eni uhančki od mojega sponzorja Zlatarstvo Mravlje iz Zagorja, bova tudi pokazala. Krasno, krasno. No, on mi da takele darilca in pa seveda moj CD, kjer so stare in nove uspešnice in jaz mislim, da bi zelo rad to danes podelil nekomu, ki bo ta prvi poklical in se javil za vašo oddajo. Torej, telefonska številka je spisana, pokličite, dame, uhančki krasni in pa CD. Lahko tudi kakšen moški pokliče, pa da svoji dami. Mi da pa ta čas povema še vmes, ko si prepeval, je kamera pokazala te tvoje, bi rekel, kasete, tvoje začetke. Ja, res je. Ta prva mi največ pomeni, to je Slovenec sem, ker sem jo tudi prvo, vedno odpojem prvo na vseh svojih nastopih. Naj povem, da je bila izdana pri založbi kaset in plošč, razprodana v 25.000 izvodih, dobil srebrno kaseto in sem res ponosen na to. Ta druga kaseta pa je Špela, ki ni bila tako zelo dobro predana, ampak je tudi bila v 20.000. To je vse super. Mislim, to za tiste čase je bilo super, v današnjih časih pa jaz mislim, da to ni več mogoče, ker so nas te mediji preveč stisnili v kot. Da zdaj že noben več ne posluša ne CD-jev, ne kaset. Ampak Zoran, nekaj ti ne povem. Ko ti daš originalni CD na en predvajalnik, pa na dobro ozvočenje, potem je to to. Vse to, kar se vleče dol iz ljuba, to ni ista kvaliteta. To moramo vedeti, to moramo biti pošteni, tisti, ki znamo poslušati dobro glasbo. Že imamo kakšen klic? Še nimamo? Še nimamo. Torej, če ne bom jaz smel naslednjo oddajo te Uhane Gore, vam kar povem, dal si bom lukne in konec. Takole, Zoran, ti nam zapoj naslednjo pesmico, pa potem mogoče dobimo kakšen klic, pa to podelimo. Z veseljem.
med valove silne ujeta, misli moje pa pri tebi in jih pesem srčno peta. Kamor plovem, ti si v meni, kakor angel, ki me čuva, si tolažba duše moje, kadar pride huda ura. Si tolažba duše moje, kadar pride huda ura. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljubav to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja s srcem tvojim, mila, daj prisluhni notam mojim. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljubav to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja s srcem tvojim, mila, daj prisluhni notam mojim. Ko že spavaš, v mislih te pobožam nežno, prav narahlo te poljubim, vse je skoraj mimobežno. Mile strune mandoline, naj pojo ti pesem mojo, naj se zveže za vse čase, moja duša z dušo tvojo, naj se zveže za vse čase, moja duša z dušo tvojo. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljubav to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja s srcem tvojim, mila, daj prisluhni notam mojim. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljubav to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja s srcem tvojim, mila, daj prisluhni notam mojim. V njej srce se pogovarja s srcem tvojim, mila, daj prisluhni notam mojim. Halo, TV Celje, jaz kličem za Zorana Cilenška. Rad bi teleuhane, če jih še imate. Halo. Se nekaj vem, kar jaz poklical, če ne kličejo ljudje, jaz ne vem kaj. A imamo kakšen klic mogoče? Režija? Ni? Še ni. Torej, Zoran. Bomo pustili pa tle, pa boš podelil drugič. Tako, že to uredili. Dam ti v varstvo. Hvala, jaz bom pa dal v prave roke. Prav? Pravilno, iz mojega srca v prave roke. Hvala, Zoran, najprej, kar povej. Če bi lahko povedal še za tole pesemco zadnjo, naj povem, da to pesem je napisal znani slovenski igralec Roman Končar in mi je zelo v ponos in tudi pesem je zelo, zelo sprejeta. Odlično. Zoran, Zoki, ne, ti pravijo. Jaz se zahvaljujem za tvoj hitri dostop do naše televizije, ker si res prišel zadnjo sekundo, ampak prišel si, zelo smo veseli. Opala, imamo klic? Halo? Halo? Dober večer. Dober večer. Vi ste pa gospa? Onkologa. Ja, pozdravljena. Pozdravljeni. Pozdravljam gospoda Cilenška. Lepo. Ja. Lepe pozdrave želim. Ja, hvala. Jaz tudi vam. In bomo dali res v prave roke. Zdaj boste tle v studiu povedali svoj naslov in boste dobili od mene tele uhančke. Jaz mislim, da vam bojo v lep spomin. So pa to od Zlatarstva Mravlje v Zagorju. Odlično. Ja, hvala lepa. Želim vam veliko uspeha še. Najlepša hvala. Sloveniji, ko ste prišli nazaj. Ja. In spremljate nas še naprej ob četrtkih. Bom, hvala. Srečno. Tako, Zoran. In
je lepo klicala in se okorajžila ena gospa. Mogoče boš kjer hotel moj CD, ampak mislim, da bo. No. Sigurno. Zoran, hvala lepa, da si prišel. Hvala lepa za tisto, kar si prinesel, za vse nas folkloriste in nastopajoče in režijo, kamermane, da vsak majčkeno pikne in da se poveselimo tako, kot se spodobi. Seveda, se je veselica na vasi. Tako je. In tvoja zadnja pesem, ki pravi takole, ni nam lahko, seveda, ni nam lahko med tednom, ko čakamo našo oddajo Veselico na vasi. Ampak vsak četrtek nam je pa lepo. Srečno do četrtka. Novi športi popularni so in skrbijo za kondicijo. Tisti športnik, ki hitro se uči, postane dober, da mu para ni. Eni se v dolgovih tapljajo, druge rubežniki iščejo, tretji molijo, da plačo bi dobil, da čez mesec bodo se prebil. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa fajn, je pa fajn. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa fajn. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa fajn, je pa fajn. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa fajn. Najboljše biti tajkun, ni davkov in ne plačanih nadur. Roka pravice za njih ne velja, zakoni so mili, živeti lep se da. Vsak blefer lahko postane poslanc, ni važna izobrazba, ali če si bratranc. Obljubljaš gradove, lepo govoriš, a na koncu zase poskrbiš. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa fajn, je pa fajn. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa fajn. Ni lahko, nam je pa fajn, je pa